Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat se je znašel WorldCoin. Kar težka beseda za izgovoriti, sploh zame, tako da ga bomo vnaprej imenovali WLD. No in o čem se ta kriptoprojekt sploh gre? Imam tukaj že pripravljene zapiske, tako da jih bom kar prebral. Torej, WLD je kriptoprojekt, katerega cilj je ustvariti globalno identiteto in finančno omrežje, ki temelji na dokazu, da je uporabnik resnično človek. Tako imenovani Proof of Human. S tem pristopom želi WLD omogočiti razlikovanje ljudi od umetne inteligence, zaščititi zasebnost in spodbuditi globalne demokratične procese. Vsak uporabnik prejme WLD žetone zgolj zato, ker je človek brez razkrivanja osebnih podatkov. Jedro sistema predstavljata World ID in World App, ki ju razvija ekipa Tools for Humanity. S pomočjo lastne biometrične strojne opreme želi WLD postati standard za digitalno identiteto in ključni gradnik varne prihodnosti, v kateri bodo ljudje v digitalnem svetu prepoznavni in zaščiteni. No pa dajmo si zdaj še ogledati, kakšen je ta projekt kot investicija. In smo že pri prvem segmentu, kjer ocenjujemo projekt kot sam, torej jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in pa jasnost bele knjige. In če si pogledamo njihovo spletno stran, meni je zelo všeč, taka enostavna, tudi takoj, ko prideš gor, veš, o čem se gre, in pa njihov white paper, mi je tudi zelo všeč, zelo lepo posegmentiran in tudi zelo lepo obrazložen. Poleg tega pa, kot smo videli že iz opisa, cilja tudi na realno industrijo. Tako da za ta prvi segment dobi ta projekt 15 od vseh možnih 15 točk. Naprej imamo drugi segment, ekipa in podpora. Kakšna je ekipa v ozadju tega projekta in kakšno podporo je prejel od kakšnih že znanih investitorjev. In če si ogledamo tukaj na cryptorank.io, vidimo, da imamo Sama Altmana kot founderja, sicer nima povezave na svoj LinkedIn, ampak vsi poznamo Sama in njegovo povezavo z OpenAI, tako da tukaj vsekakor znanje je. Potem imamo še dva co-founderja, Alex Blanja. In tukaj imamo njegov LinkedIn profil in če gremo pod njegove izkušnje, vidimo tukaj seveda Tools for Humanity, seveda, in prej je bil raziskovalec na Caltech, kjer je že prej delal v Deep Learning. Tako da ja, Alex tukaj vsekakor znanje ima. In potem imamo še Max Novenstern. Zelo zakomplicirana imena, jaz upam, da nisem razmesaril kakšnega. Dajmo pogledati še njega, pa njegove izkušnje. Zdaj, tukaj izkušnje so nanizane, ampak ni pa napisano, kaj je delal. Zdaj pa je trenutno dela za mano. Potem tukaj imamo WLD. In prej je še delal Finance, Wave, Mobile Money. Ampak nimamo opisa izkušenj. Ampak ne glede na to, lahko vsekakor rečemo, da znanje v tej ekipi je. Zdaj pa si dajmo še pogledati, kdo je kaj vlagal v ta kriptoprojekt. Gremo tukaj pod zavihek fundraising in vidimo tukaj kar precej znanih imen. Blockchain Capital, Andreessen Horowitz, Distributed Global, Bain Capital Crypto, pa Coinbase Ventures. In še jih je in zbrali so tudi kar precej denarja. Tako da ja, za ta drugi segment ekipa in podpora vse štima, tako da tukaj dobijo tudi 15 od vseh možnih 15 točk. Potem tretji segment, blockchain in žeton, kako zelo sta upravičena blockchain in
žeton in kot smo seveda razkrili tudi že v samem uvodu, sta zelo upravičena in dejansko imata neko uporabnost. Tako da tudi za ta tretji segment dobijo vse možne točke in to je 10 od 10. Naprej imamo četrti segment, to je napredek in cilji. Imajo morda kakšen roadmap s svojimi cilji in kako jih kaj dosegajo. Zdaj, tukaj sem bil kar malček razočaran, imajo sicer nek roadmap tukaj v svojem white paperju, ampak ni pa nič kaj tako obrazloženo, kar se tiče tega, koliko so te cilje v bistvu že dosegli. Imajo pa sicer kar lepo urejeno obveščanje tukajle preko novic, imajo posebej stran za novice, tako da to je super, ampak kot sem rekel, pogrešam to, da prikažejo, kako daleč so glede nekaterih ciljev. Tako da za ta segment dobijo 3 točke od vseh možnih 5. Naprej imamo tehnično analizo, to je naš 5. segment, kjer preverimo, kako jim kaj gre cenovno oziroma pri gibanju cene. In tukaj na CryptoRank lahko gremo kar tukaj po tale zavihek overview in če se pomaknemo malček bolj dol, vidimo tukajle tale graf in mu bomo dodali še en indikator RSI, takole. In ja, tukaj nažalost lahko vidimo, da imamo kar trend padanja. V zadnjem času smo kar precej padli in izgubili smo celo tole podporo na tam nekje 99 centov oziroma na okroglem dolarju. Zdaj, če še malček približamo, ja, tukaj smo imeli tole podporo na tem dolarju, to je bila tudi nekako najnižja točka. In mi smo v bistvu tole zdaj šli testirati kot odporno mejo in trenutno nas kar malček zavrača. Zdaj, RSI je bil tudi malček prekupljen v zadnjem času, tako da bo treba videti zdaj, kaj se bo dogajalo na tej meji okroglega dolarja. Vsekakor bi jaz gledal za bike, da mi tole mejo osvojimo nazaj in jo potem mogoče gremo testirati kot podporo in seveda od nje potem dobimo odboj. Zdaj, če pa seveda to ne bo šlo, če dobimo mi zavrnitev od tukaj, potem imamo naslednje dno na tam nekje 68, 70 centih in če niti tole ne bo vzdržalo, potem lahko gremo v odkrivanje cene navzdol. Kar se tiče RSI, trenutno ni nobenih posebnosti, morda lahko tukaj v kratkem naredimo kakšno skrito bikovsko divergenco, ampak to bo treba vsekakor še spremljati. Dajmo si pogledati še na menjalnicah, kako jim kaj gre. Vidimo volumen v zadnjih 24 urah 183 milijonov, kar je zelo visoko in tudi nahaja se na kar uglednih menjalnicah. Tako da za ta naš 5. segment, tehnično analizo, dobi vsega skupaj 8 od vseh možnih 15 točk. Naprej, 6. segment, sentiment. Kakšno je kaj sodelovanje skupnosti in ali je že kakšna adopcija od takih resničnih večjih podjetij? Pa dajmo si pogledati kar na njihovi spletni strani. Tukaj v footerju so ponavadi te povezave, pa pojdimo na X oziroma bivši Twitter. Tukaj lahko vidimo, da imajo 496 tisoč sledilcev, kar je kar precej. Pa potem imamo Discord. Tukaj imajo 88 tisoč sledilcev in pa seveda še Telegram, tukaj jih imajo 110 tisoč, kar je kar precej. Zdaj imajo tudi aktivno sprejemanje iz strani resničnih podjetij. Tukaj sem zasledil Visa, Tinder in Hyundai in sigurno jih je v ozadju še več. Tako da za ta segment, 6. sentiment, dobijo vseh 10 točk
od možnih 10. In naprej imamo še certik varnostno preverjanje, naš 7. segment. Pa dajmo si pogledat, če so ga slučajno opravili. Tukaj malček poskrolamo dol in nažalost vidimo, da nimajo opravljenega certik varnostnega preverjanja. Moram pa reči, da imajo izredno visoko leaderboard oceno. Tako da v bistvu tukaj niti ni kaj zagledati in za ta segment dobijo 5 od vseh možnih 25 točk. In tako, skupna ocena je 66 od 100, kar ta naš projekt uvršča pod povprečno, potrebnih je več raziskav. In tako, to je naša ocena za WLD. Kaj si vi mislite o njej? Imate morda tudi vi kakšen predlog? Ali pa smo morda v tej naši oceni tudi kaj izpustili? Kar komentirajte spodaj. Seveda ne pozabite tudi všečkati videa, če vam je bil všeč, in se naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednje kripto raziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.